Hvaležno pozdravljeni. Veliko žensk se zaveda, da obstaja proces pomlajevanja. Torej, da obstajajo stvari, ki jim lahko dejansko pomagajo k temu, da bodo izgledale bolj mlajše. In na ta račun se poslužujejo številnih takih in drugačnih tretmajev, seans in vsega ostalega. In vse bolj postaja dostopen tudi botoks, ki pa je pravzaprav botulin, ki je živčni strup in tista meja med smrtnim odmerkom in pa odmerkom za lepoto se meri v nanogramih, se pravi, zelo po tankem ledu se hodi. Jaz pa sem seveda želela odkriti, kateri so tisti preparati, tista sredstva, eterična olja, rastlinska olja in pa mogoče kakšni ekstrakti, ki pripomorejo k temu, da se ženska lahko pomlajuje. In verjetno pričakujete, da v mojo družbo prihaja kakšna ženska, pa vendar vam povem, da prihaja Amon, ki ga že dolgo poznate. A, je? Evo, je že tukaj? Kar naprej, kar manjkavej. Živijo! Hvala lepa, da boš nam zaupal vse to, ženske, ti bomo hvaležne celo življenje. Tako, danes bova govorila o eteričnih oljih in pa s CO2 ekstrakti si eksperimentiral, ustvarjal in nekaj celo ustvaril. Daj mi najprej povej, kaj so to v bistvu CO2 ekstrakti? Jaz sem se popolnoma navdušil nad CO2 ekstrakti. To je v bistvu najnovejša tehnologija ekstrakcije rastlin. Čeprav v resnici ni toliko nova, v bistvu že 30 let stara tehnologija, ampak se šele zdaj pojavlja, ko se je nekako ta ozaveščenost o ekološkem, o naravnem, ta trend, ki zdaj obstaja pač po celem svetu, ko se je to razširilo, so prišli v spredje tudi in prihajajo. Mogoče v roku 10 let, da bomo malo več slišali o CO2 ekstraktih. Ker o ogljiku se veliko zdaj govori, pa eni ga dajo v testo pic, pa ni da ni. Pač o ogljiku se mi zdi, da je zdaj res in ti ogljikovi ekstrakti, to me je dejansko zanimalo. Se pravi, ogljikovi ekstrakti so ekstrakti iz rastlin, zaradi katerih so te sestavine, ki so še potem boljše, bolj učinkovite? V bistvu gre se za to, da ta ogljikov dioksid, se pravi rastlinski material, dajo posebne komore na 32 stopinj cirka in pri 32 stopinj približno ogljikov dioksid postane in tekoč in plinast. In to naredi popolnoma poseben način ekstrakcije, ki ta CO2 lepo pride v celice od rastlin in v bistvu vam pobere samo najboljše stvari, se pravi vse te rastlinske učinkovine, fitonutriente, vitamine, minerale. In to v najbolj, kako bi rekel, v najbolj naravni obliki, v naravnem razmerju, kot je prisoten v rastlinah, kar je pa tudi prednost, da ni nobenih ostankov topil, nobenih alkoholov, česarkoli, ker je ta ekstrakcija toliko učinkovita in čista, se pravi brez primesija. In kateri so tisti CO2 ekstrakti, ki pripomorejo k anti-ageu, se pravi k pomlajevanju? Zdaj, to so popolnoma, bom rekel, iste rastline, kot se uporabljajo tudi recimo pri, navadnih oljih. Predvsem bi tukaj izpostavil v prvi vrsti šipek, pa rakitovec. Šipek pa rakitovec, o njima veliko slišimo v zadnjem času, sploh Sibirija, hladni kraji, tam je veliko teh antioksidantov v bistvu naredijo te rastline, ker so v takih razmerah. No in že sama barva, recimo CO2 ekstrakti ohranjajo že barvo, tam je toliko noter veliko teh naravnih karotenov, E-vitaminov. Da to kar žari. To žari, to je oranžno-zlate barve vse. In v bistvu, kar naredite recimo šipek pa rakitovec, šipek je recimo bogat s C-vitaminom? Zanimivo, tako bi vsi mislili, ampak CO2 ekstrakti pa olja ne nudijo C-vitamina, ampak samo maščobo topne A, D, E, K vitamine. Za C-vitamin recimo se uporablja potem alkoholna tinktura šipka ali pa recimo glicerinski ekstrakt šipka, ki potegne ven te vodotopne vitamine tudi. Se pravi, ti si danes nam pripravil
kateri CO2 ekstrakti, katera eterična olja in hladno stiskana olja pripomorejo pri pomlajevanju oziroma anti-ageu. Za CO2 ekstrakte si torej izbral šipek, rakitovec, peške, maline, boraga in pa dejansko korenček. In granatno jabolko. In granatno jabolko. Zakaj si izbral točno te? Katera ti je bila tukaj najbolj tista, ki te je povedla v tvojo raziskovanje in ustvarjanje? Kajti vse več ljudi se zaveda, da ustvarjaš domačo kozmetiko z velikim poudarkom na domačo, ekološko, vegansko, čisto tako, ko mora biti. Mene je noter potegnilo zeliščarstvo, ker v bistvu konstantno preučujem zdravilne rastline, njihove učinke in najprej sta me pritegnila šipek pa rakitovec. Posebej šipek, ker je sorodnik vrtnice in vrtnico zelo ekstenzivno uporabljamo v kozmetiki. In oba imata, bom rekel, podobne učinke, vrtnica in šipek, s tem, da šipek je bazno olje, vrtnica je veliko bolj luksusna zadeva, še močnejša anti-age zadeva, ampak to kasneje pri eteričnih oljih. Bistvo šipka je pa, da izredno mehča, vlaži, neguje kožo. Zdaj rakitovec pa tudi mehča in tako naprej, ampak ima pa te posebne učinkovine, ki so zelo dobre za tako težavno kožo. Težavno kožo. Se pravi, tudi tukaj je dejansko pomembno. Torej, CO2 ekstrakti in potem pa rastlinska olja. Katera rastlinska olja so tista, ki ženskam lahko ponudijo ta učinek pomlajevanja? Jaz bi rekel, da tukaj... Katera si izbral? Najprej bi rekel, da tukaj so dve vrsti olja. Eno so olje z oreščkov, eno so pa sadna olja iz pešk različnih sadežev. In meni se zelo dopadajo ta sadna olja. Prvo kot prvo imajo zelo prijeten vonj, po recimo ali po malinah, ali po rubidah, ali po črnem ribezu. Zelo so bogata z antioksidanti, vso jagodičev ima ogromno antioksidantov, hkrati pa se ta olja izredno hitro vpijajo v kožo. In so cenovno tudi zelo teže dostopna, veliko je treba teh pešk, če si sam predstavljamo, koliko pešk je treba iz malin izrobiti in koliko tega materijala, da se stisne ven olje. In zaradi tega so mogoče od teh bolj znanih olj, kot so kokosove olje, so precej drugačne, zelo hitro se vpijajo, ne mašijo por, polna so teh hranil, antioksidantov, lep vonj imajo in zaradi tega sem se odločil za ta specialna olja. Potem sem šel pa v bistvu v ta klasična olja za anti-age, kot sta jojoba pa argan. Jojobo sem vzel za osnovo, ker je za vse tipe kože, ker se hitro vpija in je zelo, v bistvu sploh ni olje v resnici, ampak je tekoči vosek, ki je zelo podoben sebum kože. Se pravi, če imamo premasno kožo, uravnava, da ni premasna, če je presuha, jo vlaži in tako naprej. In je zelo dobra baza za potem umeščati ta specialna noter olja sadna. Potem je pa argan, ki je pa, bom rekel, kralj med temi navadnimi olji in so ga že, ne vem, že Feničani so 3500 let nazaj ga uporabljali v lepotilne namene. Zagotovo si danes bral, da povemo za pomlajevalna olja, tudi olje pšeničnih kalčkov zaradi vitamina E? Ja, seveda. Recimo, olje pšeničnih kalčkov je pa tako bi rekel, zelo je gosto in ga je treba v primernih količinah tudi dozirati. Ne sme se ga dati preveč, ker lahko zna mašiti tudi pore potem. Zaradi tega recimo v tej recepturi je glih tista, bom rekel, količina, da ima maksimalne učinke in da ne maši pora. Je pa seveda E-vitamin, ki vemo, da je pa glavni v bistvu regenerator kože, da obnavlja celice, da jih hrani, res, da jih bogato nahrani. Načeloma so vsa olja bogata z E-vitamini, ta recimo, ki smo jih omenjali, ampak pšenični kalčki so pa še par razredov gor. Katero olje, ker ti si iz vsega tega, kar danes govorimo, naredil en pomlajevalni anti-age serum za ženske. Kaj si pa zbral za to, da v bistvu to suho pa razpokano kožo, da jo poštima? Katero olje si zbral tukaj? A izmed teh olj, ki se zdaj lepo Izmed teh olj, ja. No, šipek pa rakitovec sta recimo že prva tukaj, ki se spomnim, pa argan recimo, te trije. Ampak je pa še tukaj veliko drugih olj. Recimo pasionka, ne?
pasijonka je zelo zanimiva, taka eksotično olje. Kar je pri pasijonki zanimivo, da ima eno tako zanimivo kombinacijo, da je zelo dobra za suho, tako razpokano, hrapvo, suho kožo, ne. Hkrati pa ne pusti tega oljnega, mastnega učinka, se pravi oboje. Hkrati zelo za suho kožo, pa v bistvu ne masti kože, ne. Tako zelo zanimiva me je bila. Samo zaradi tega dal noter tudi, ne. Evo, še preden greva na eterična olja, ki si jih vključil in ki imajo ta učinek pomlajevanja, ki ga ženske seveda iščemo pri ohranjanju in pomlajevanju, pa moram ti povedati, da to tvojo recepturo tega olja, to, kar si ti eksperimentiral in dejansko skreiral vse to, mi smo dali to preveriti naši Marji, ki je naša vizažistka in skrbi za vse nas, za to, da se ne svetimo in vse ostalo. In Marja je za klepet ob kavi naličila že več kot 2000 gostov, liči zgolj z organsko, certificirano, vegansko kozmetiko in skrbimo seveda tudi za to. Imamo zelo izbirčne goste, ki seveda ne dovolijo, da karkoli damo na kožo. In Marji smo dali tudi zatestirati to. Marja je izjemno izbirčna tukaj, ne? In že ko sem jo poslala v bitko, da najde kozmetiko, se pravi senčila in pudre in vse te zadeve, tako ta pravo, je zgubljala živce, ker toliko ljudi piše naravno, ekološko in ne vem, kaj še vse pa v bistvu ni. Tudi sam verjetno kot ustvarjalec kozmetike poznaš te finte marketinške. Poznaš dobro, ne? Je kar težko verjetno najde ta pravo stvar. Seveda, zaradi tega, ker prvo kot prvo biješ birokratske vojne z vsemi certifikati, potem veliko dobaviteljev recimo se predstavlja, mi imamo pa res super ekološke zadeve, pa rečeš, dajte priložiti se kakšen certifikat, pa lahko rata problem in tako naprej. Tako da je veliko enega iskanja, da najdeš, pa tudi da spoznaš določene ljudi, ni samo, da vse prek računalnika najdeš, ampak da spoznaš ljudi, da vidiš, kako delajo, s kakšno energijo, s kakšno zavestjo in to gre vse skupaj, ne, tukaj pri teh ekoloških, čistih sestavinah, da je to na etičen način pridobljeno in pač... Pa da na koncu sploh veš, kaj je dobro, ker jaz dokler nisem šla v Maroko, nisem vedela, kaj je dobro organovo olje. Danes spoznavava različne sestavine, ki pomagajo ljudem pri pomlajevanju, predvsem ženskam. Že smo predstavili CO2 ekstrakte, hladno stiskana olja, kaj pa eterična olja kot takšna, ki jih dodajamo ali v svečke, izparjevalnike, ali v bane in jih najdemo tudi v serumih. Katere so tiste eterična olja, s katerim boš začel? Ja, najprej bi nekaj povedal še o eteričnih oljih. Recimo, eterična olja za lepotičenje, večinoma se uporabljajo cvetna eterična olja in ta iz drevesne skorje, iz lub in tako naprej. In je zelo zanimivo, kako narava v bistvu že s tem, kako izgleda rastlina, nam pove, kaj bo eterično olje te rastline naredilo za nas. Se pravi, če uporabimo cvetna eterična olja, cvetovi so zelo lepi, potem tudi mi postanemo lepi, lepa koža postane. Pri drevesnih eteričnih oljih mi je pa to zanimivo, da ta eterična olja na nek način varuje od drevesa. In se pravi, to lubje, ki je grobo navzven, pa to, kaj varuje v bistvu noter, varuje vse te drevesne sokove in vse to, da to ohranja. Se pravi, ta drevesna eterična olja ohranja te naše naravno vlažnost v koži, te sokove in v bistvu narava nas uči, v bistvu s tem, če dobro opazujemo, nas že uči, kaj v bistvu te rastline nam lahko nudijo. In jaz bi tukaj izpostavil za pomlajevanje predvsem vrtnico. Mislim, da je vrtnica pač nenadkriljiva v tem smislu. Ja, pa tudi rade dobivamo vrtnice. Brez trnov. Tako da je zanimivo, pa tudi vrtnico, če tako pogledaš, lahko vidiš tudi ženski spolni organ v njej, Ja, marsikaj v bistvu je povezano z vrtnico, tudi ljubezen v vseh smislih. In hkrati tudi za kožo, kar nudi vrtnica za kožo, je ekstremno vlažilnost in bom rekel, te gube, pa kaj so, to vse lepo gladi in je
še zmeraj nenadkriljiva, kar se tega tiče. No. Ker to je zame recimo bilo presenečenje, ko sem zvedla. Ker res sem mislila, to dajo v vrtnico, zaradi tega, ker si itak vse ženske želimo, da kako vrtnico dobimo. Nisem vedela, da dejansko vrtnica ima take sposobnosti, ker se njeni cveti so zelo taki svileni, a ne? In tudi verjetno tako kožo potem naredi. Ja, seveda, pa tudi recimo za to vrtnično olje, ki se ga da v pripravke, to moramo vedeti, koliko je to dragocena stvar za recimo 1 mililiter, to je 25 kapljic vrtničnega olja, potrebujemo 1200 cvetov nekje, 1200 vrtnica. In v bistvu to je tak koncentrat, ki ponavadi se recimo v konvencionalni kozmetiki uporablja hialuronska kislina, če si že kdaj slišala. Za vlaženje vrtnice dela identično stvar, ampak pa čisto na popolnoma naraven način. Ampak te kreme s hialuronsko kislino so kar drage, veš? Verjamem. Ampak to je vrtnica zaslužna za to. Krasno. Ne, hialuronska kislina je pač izolirana kemično. Tako, razumem. Ampak na takšen način, da vrtnica lahko to ponudi iz narave. Seveda. Torej, med eteričnimi olji si omenil tudi vrtnico, pelargonijo, ilang-ilang, sivka, smil, sandalovina, bosvelija, mira, čekaj, to si ti vse dal noter v serum? V pravilnih razmerjih, v pravilnih, bom rekel, da so med sabo uglašene, da lepo diši. To je 20 sestavin plus. To je 20 plus sestavin. Veliko testiranja, pa tudi moramo paziti tukaj pri koncentraciji. Hitro lahko česa preveč, sploh pri eteričnih. Ampak, a si to preveril, če je vse v redu? Mislim... Ja, seveda sem preveril. Jaz imam tudi recimo za sabo veliko izobraževanje, kar se tiče aromaterapije, uporabe eteričnih olj in upoštevam pač, bom rekel, te smernice, pa tudi sam imam veliko izkušenj z eteričnimi olji, pa lahko tudi kaj več o tem povem, če želiš. Veš, tole me zanima, zakaj serum 13? Zato, ker je 13 hladno stiskanih olj, CO2 ekstraktov. Vse po 13. Kako? Wow, zanimivo. Se pravi, tudi z numerologijo si se malce igral. Ja, pač všeč mi je ta številka. Odlično. Deva se midva nekaj zmeniti. Amon, pozdravi Anis, drugo kot drugo pa jaz bi se enkrat povabila, ker ti to probuješ, pa raziskuješ in vse te zadeve, jaz bi se enkrat zraven povabila. Bi rada videla, kako to zgleda. No, lepo vabljeno. Zares, ker to, da je v Sloveniji, da se to dela, da se to spaja in ustvarja in to, mene to zelo zanima, jaz bi to rada enkrat bila zraven. Dogovorjeno? Ja, seveda. Odlično. Najlepša hvala, Amon. In ja, danes ste dobili kar nekaj idej, na kakšen način, kako, in dam vam izziv, dajte povedati svoji sosedi, svoji sodelavki, ker dobre informacije pač ne smete zadrževati zase. Da bi lahko pisala, da vsebuje, nek naravni izvleček, poleg je pa dodan sintetični vitamin, sintetični minerali in tako naprej. Lahko je kombinacija.